Lep pozdrav, z nami je poročnik bojne ladje Andrej Pečar, ki že od 19. oktobra opravlja pomembno nalogo in sicer sam bo razložil, kje je, kaj počne in zakaj je ta naloga tako pomembna. Povejte, kaj je bilo delo posadke potem, ko ste prišli v bazo v avgusti? No, lep pozdrav v Slovenijo. Sedaj se nahajamo v pristanišču Avgusta, kjer smo v prvem tednu izvajali integracijsko usposabljanje v pristanišču in potem ga nadaljevali na morju. Samo usposabljanje je bilo sestavljeno iz predavanj reševanja na morju, zaščite ljudi na morju, prestrezanj na morju kot teoretično in potem smo te postopke na morju preverili v sodelovanju z drugimi ladjami ostalih držav, ki sodelujejo na operaciji. No, zelo malo, ko ste se uvedli v situacijo, ste dobili nalogo, da ste odšli iz baze. Lahko kaj o tej nalogi, ki je v Sloveniji po informacijah dobila izjemno pozitiven odziv, kajti, kot nam je že znano, rešili ste 100 ljudi, ki so bili potrebni reševanja. A mi lahko o tem razložite, kako je to potekalo od izplutja iz Avguste pa do samega mesta, kjer ste se srečali z nalogo in jo izjemno uspešno tudi opravili? No, nalogo izvajamo v bližini libijske obale, dobrih 300 mil od Sicilije, tako da že sam premik je kar naporen za ladjo kot je Triglav. Ne moremo je primerjati z ostalimi ladjami, ampak enakovredno sodelujemo. Naše naloge so predvsem iskanje, ukrcavanje, pregled in preusmeritev ladij in na podlagi informacije, ki je bila koordinirana z letalonosilke italijanske Cavour, smo dobili nalogo, da gremo v preiskavo sumljivega plovila. To se je zgodilo v zgodnjih jutranjih urah. V premiku na rajon delovanja smo opazili še 2 sumljiva čolna, posredovali te informacije naprej in ko smo prišli do točke sumljivega plovila, ugotovili, da je to čoln, gumijaš čoln z begunci na krovu. No in ko ste bili v neposredni bližini, lahko poveste kaj več o poteku akcije, poteku reševanja? No, ko se približaš takemu plovilu, najprej z opazovanjem preveriš varnostno situacijo, preveriš, kdo se nahaja na čolnu, koliko ljudi se nahaja na čolnu in te informacije posreduješ naprej v nadrejeno poveljstvo. Glede na situacijo, poveljnik, torej jaz, odločim, ali je tukaj primer reševanja na morju oziroma samo spremljanja takega plovila. V tem našem primeru je bil to primer reševanja. Čoln je bil nestabilen, nevaren za plovbo, predvsem zaradi velikega števila ljudi, gor velikega števila žensk in otrok. Tako da sem razglasil SOLAS primer in skladno s tem smo potem posredovali. Torej posredovanje neposredno ob čolnu, ki je bil, in potem seveda zahtevna naloga ljudi rešiti in jih namestiti na svojem krovu, a je tako? Tako reševanje, na koncu se je izkazalo, da je to bilo 100 ljudi, od tega 12 otrok, od otroka parih mesecev starega tam do 10 let, 17 žensk, od teh 2 nosečnici, ostalo so mi moški, je bilo kar naporno. Najprej, se pravi, spuščanje čolna, približevanje, večina ljudi ni bila opremljena z rešilnimi jopiči, predaja rešilnih jopičev in potem skladno z mednarodnimi konvencijami na morju reševanje najprej otrok in žensk in potem moških. Samo reševanje in premik vseh ljudi z čolna na ladjo je trajalo dobre 4 ure. Zdaj pa eno tako vprašanje bolj, ko se približaš taki ladji, ko rešiš zadnjega in potegneš oziroma ga namestiš na svojo ladjo, kakšen je to občutek takrat, ko opraviš to nalogo in veš, da si verjetno rešil toliko in toliko človeških življenj? Posadka verjetno ob tem doživi nekaj, kar se sicer ne da doživeti.
Ja, res smo se pripravljali na take dogodke, vendar eno so priprave, drugo je realnost. Ko rešiš, si, ne vem, ne moreš reči srečen, ampak ne da se opisati občutka, no? Ko vidiš, da te nasmehe, te poglede, prestrašene, jaz lahko rečem, da osebno se nikoli ne bi v tak čovn spustil in šel tako pot, ker če jih ne bi rešili, ne verjamem, da bi varno pripluli do Lampeduse oziroma Sicilije. No super, tudi v Slovenski vojski doma na Kopnem smo ponosni, se vam zahvaljujemo, da lahko spremljamo take dogodke, kajti tudi sedaj, ko je v Sloveniji zelo zahtevna migrantska situacija, migrantske razmere, smo še bolj nekje vpeti v te dogodke in vemo, kaj pomeni, ko množica ljudi, za vas je množica ljudi, verjetno 100 ljudi, potrebuje pomoč in da smo lahko del te pomoči. Seveda, po opravljeni nalogi ste verjetno morali te ljudi, ki ste jih imeli nameščene na krovu, nekam odpeljati. Kako to zgleda? Komu ste jih predali? No, EUNAVFOR Med sodeluje z drugimi mednarodnimi in ostalimi ustanovami, ki delujejo na morju. Tako da je več možnosti ali prepeljati te begunce, migrante v varna pristanišča oziroma jih predati na morju. Nam je bilo dosti lažje, ker smo te migrante na morju predali ladji Frontexa, ki jih je sprejela in potem odpeljala v varno pristanišče. In s tem je bila tovrstna naloga za vas končana, potem ste nadaljevali z opravljanjem verjetno, ne? Ja, po zaključeni nalogi, ki je trajala od pričetka pa do konca dobrih 20 ur, smo nadaljevali z patruljiranjem v območju delovanja in ga danes zaključili. Vrnili ste v bazo. Kaj je potrebno opraviti, ko pride posadka z ladjo v bazo in mora biti pripravljena za morebitno posredovanje čim prej? No, že po predaji beguncev se je pričelo z dekontaminacijo ladje. Potrebno je bilo očistiti skladno s postopki vse smeti, ki so ostale, deli oblek, ki jih niso vzeli s seboj. To se zbira v posebne zabojnike, se potem sama ladja opere, razkuži, del posadke gre na počitek in zdaj v pristanišču bomo izvedli določena vzdrževalna dela, ki potekajo po daljših plovbah in se počasi začeli že pripravljati na naslednjo nalogo. Kdaj predvidoma pa je naslednja naloga? Koliko imate operativnega premora, da se spočijete, da pripravite ladjo in ostala opravila, ki so potrebna za tako zahtevno razburkano morje? No, zdaj operativni premor je odvisen predvsem za ladjo Triglav od vremena. Načeloma je to 3 dni, zdaj bomo videli glede na situacijo, ali bomo še en dan počakali v pristanišču, drugače pa 3 dni in potem spet na morje. No, zdaj to je za vas druga operacija, bili ste že na operaciji Naše morje, operacija Sofija, ki jo zdaj izvajate, je druga. Lahko potegnemo kakšno sporednico, kje so tu razlike, kaj so posebnosti Našega morja in Sofije? No, Naše morje je bila italijanska operacija, kateri smo pristopili samo mi, Slovenija. Tukaj operacija Sofija je evropska operacija, kjer sodeluje 22 držav. Glavna razlika je pa ta, da Naše morje je bila operacija usmerjena predvsem v iskanje in reševanje, medtem ko operacija Sofija je pa usmerjena v preprečevanje tihotapljenja migrantov v Slovenijo in posledično pa tudi reševanje ljudi na morju. Takole, počasi prihajava k zaključku. Glede na to, da naša ladja nosi posebno ime, torej Triglav, tam ste v skupini kolegov, ali so vas vprašali, zakaj je ravno ladja Triglav na morju? Zakaj ime Triglav? Odkot ime Triglav? A že vedo? Ja, no, razložili smo jim, kaj pomeni Triglav, da je to naš najvišji vrh, očak. Razložili smo jim tudi nekaj slovenske mitologije, tako da
poznajo to in spoznali so, da mornarji na ladji Triglav so pogumni in izvajajo svoje naloge tako, kot je potrebno. Dobili smo tudi informacije, da ste bili že deležni mnogih pohval iz operacije Naše morje. Verjamem, da tudi že iz operacije Sofija. Tako, moram reči, da po opravljeni operaciji smo bili še posebej pohvaljeni strani admirala, poveljnika sil, tako da to nam je vlilo še več poguma, več motivacije za nadaljno opravljanje nalog. Super, hvala lepa. In še morda tako vprašanje, zdaj, ko ste že blizu tega, da se lahko javite domačim, verjetno je bila prva misel vsem, ki ste se vrnili v bazo v avgustu, kako čim prej spostaviti stik tudi z domačimi, da jim poveste, da ste v redu, kako se počuti posadka? No, posadka se počuti v redu, moram reči, da so vsi zdravi, delajo tako, kot je treba in sporočam vsem domačim, da so varni in da bo tako ostalo tudi naprej. Glede na to, da vas je na naši ladji kar nekaj članov posadke, torej 37, a ste že imeli kak dogodek, je že kdo praznoval kakšen rojsten dan, morda kakšne obletnice? Ja, no, jaz sem imel obletnico na izključju, na sami misiji pa točno na dan akcije je bil prvi rojstni dan, ki smo ga pa mogli za en dan preložiti, da smo nalogo opravili tako, kot je treba in potem tudi praznovali ta rojstni dan in čestitali pripadniku. Naj ta pripadnik še iz Slovenske vojske, iz Slovenije, sprejme vse čestitke od nas, vseh ostalih pripadnikov. In seveda, kaj temu reči, hvala lepa za pogumno dejanje, hvala lepa v imenu načelnika generalštaba, generala Ostermana. In ne morem reči, da bomo veseli tovrstnih akcij, kajti želimo, da bi jih bilo čim manj. Ampak prepričani pa smo, da bomo še poročali verjetno o kakšni, kajti ste v razburkanem morju, v razburkanem času in zagotovo tudi v zelo zahtevnih razmerah. Hvala lepa in prijeten pozdrav vsem skupaj. No, hvala lepa tudi vam. Naš moto je za domovino na morju, tukaj poleg tega še za vse duše, ki plujejo po morju. Lep pozdrav Slovenijo.